Dober dan in dobrodošli. Koža si zapomni vsako opeklino, vsako pretirano izpostavljanje soncu in prav kožni rak, tudi melanom, je eden najpogostejših rakov, ki pa ga lahko v veliki meri preprečimo. Danes bomo govorili o tem, kako zaščititi kožo, kaj pomeni varna izpostavljenost, če sploh obstaja in kako prepoznati prve znake kožnih sprememb, ki jih ne smemo spregledati. Z mano je dermatologinja dr. Olga Točkova iz Dermatološke klinike v Ljubljani. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, hvala lepa za vabilo. Z veseljem. Na kakšen način nam sončni žarki škodijo? Sončni žarki so prisotni na naši koži na ta način, da nam dejansko naredijo več škode kot dobrega. Zato je dobro, da se dejansko pred sončnimi žarki zaščitimo. Lahko tudi del vidne svetlobe, pa infrardeče sevanje, ki je del sončnih žarkov, dela težave naši koži. Ampak največ delajo dejansko težave UVA in UVB žarki, ki dejansko skupaj z UVC žarki predstavljajo le 5% sončnega sevanja. UVA žarki ponavadi so prisotni, veste, cel dan, celo leto, delajo na ta način, da bolj globlje prodirajo v kožo, grejo tudi skozi steklo in zelo so aktivni v tem, da vplivajo na staranje kože. UVB žarki so v prvi vrsti nekako odgovorni, tako bi rekla, za sončne opekline. Ampak eni drugi so zelo nevarni, ker so vključeni v proces nastanka kožnega raka. Zadnje čase se veliko govori tudi o visokoenergetskem delu vidne svetlobe, to je modra svetloba, ki tudi lahko vpliva na vnetje na koži, poruši našo kožno pregrado in tudi lahko povzroča hiperpigmentacije. Tako da je nekako ta prevencija nastanka kožnega raka oziroma zaščita kože pred soncem zelo pomembna. Torej nam sončenje v nobenem primeru ne koristi, zaradi sonca zaradi D-vitamina nam ni treba hoditi na sonce. In še nekaj, kar je zelo pomembno, koža si res vse zapomni, tudi tiste pregrehe 20 let nazaj. Tako, veste, koža je pergamen časa, bi rekla. Točno se na koži vidi, koliko je ona bila izpostavljena soncu tudi v otroštvu. Predvsem je to izpostavljenost UV žarkom v otroški dobi povezano in z nastankom melanocitnih nevusov, se pravi znamenje na koži. Predvsem pa si res ne želimo sončnih opeklin v otroštvu, predvsem, če so one mehurjaste. Kajti vsaj ena sončna opeklina v otroštvu za 2-krat podvoji možnost nastanka melanoma v odrasli dobi. Zato je zaščita kože pred soncem v otroštvu ne priporočilo, ampak je nuja. Glede vitamina D, to ne sme biti izgovor, da se pač soncu izpostavljamo. Tako da glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije je za količino vitamina D, ki bi bila fiziološka, potrebno, da se osebe fototipa 1 in 2 izpostavljajo soncu le 5 do 15 minut in to ti že fotoeksponirani predeli kože, se pravi koža obraza, koža rok, v sončnem obdobju leta. Se pravi, nikakor to ne sme biti neki razloga, ne? Zdaj jaz grem na sonce, zato da bi pač dobil vitamin D. Tudi preparati, ki jih uporabljamo za zaščito pred soncem, dejansko, če govorimo o zdravih osebah, se ni pokazalo, da bi oni bili problematični v tem smislu, da zaradi aplikacije tovrstnih preparatov na kožo bi pripeljali do tega, da imamo pomanjkanje vitamina D. Druga skupina pa so bolniki, veste, ki imajo že neke genetsko pogojene ali imunsko pogojene bolezni, avtoimunske bolezni, ki potrebujejo striktno zaščito pred soncem. Tukaj bi lahko eventualno
eventualno zaradi take striktne zaščite nekakor bolniki imeli znižan nivo vitamina D, ampak se mi tega zavedamo in zaradi tega pač to kontroliramo, tako da pri tih bolnikih potem ustrezno in nadomeščamo vitamin D. Leta nazaj je veljalo, da je koža lepa, če je porjavela, da izgledamo lepše, da smo videti bolj zadovoljni, da se vidi, da smo bili na dopustu. Tisti, ki se nikoli nismo radi sončili, smo bili deležni komentarjev kot, ti pa letos nisi bila na morju. To je obstalo kot ena taka urbana legenda, da je sonce poživljajoče. V bistvu je pa trend, ki se zdaj kaže, pa je, da je belo tisto, kar je lepo, da je treba čuvati kožo, kot jo imamo. Se vam zdi, da se vendarle generacije mlajše obračajo v trendu zdrave kože? Ja, na vso srečo se mi zdi, da nekako gremo v tej smeri, ker sem zelo vesela, ker porjavela koža nikoli ni zdrava koža. Porjavela koža je že poškodovana koža. Porjavela koža je tista, kar dejansko joka, ne me več izpostavljati UV žarkom. Zakaj? Ker porjavitev že pomeni nekakor samo odbrambo kože pred UV žarki. Namreč narava je tako naredila, da mi v naši koži imamo pigment melanin in njegova glavna vloga je prav to, da absorbira, da usrka tiste UV žarke, ki dejansko niso dobri za našo kožo. In primarno, veste, za naš genetski material. Namreč ta melanin potem iz celic, ki proizvajajo pigment, gre v naše druge kožne celice v obliki, tako bi rekla, enih žogic in se potem te žogice dejansko postavijo nad jedrom naših kožnih celic, a jedro predstavlja v bistvu mesto, kjer se nahaja naš genetski material. In tako je narava naredila, da potem, ko pride UV žarki, grejo v te žogice oziroma v melanin, tako da se na ta način zaščiti naš genetski material pred negativnim vplivom, ki ima UV sevanje. Žal, melanin lahko do neke mere nas zaščiti, ampak ko se mi konstantno izpostavljamo UV žarkom, nima več možnosti popolne zaščite in potem UV žarki pridejo ne le do našega pigmenta, ampak pridejo tudi do drugih molekul, kot je naš genetski material, kot so molekule, s kateri so zgrajene naše celice, tako da se takrat tvorijo eni fotoprodukti. Ta cel proces, ki sem zdaj opisala, v bistvu je melanogeneza in negativen vpliv, ki ima sonce, to so te neke fotokemične reakcije. Te fotokemične reakcije potekajo v mikrosekundah, ampak se dejansko posledice tega vidijo skozi leta oziroma desetletja. Prav zato je potrebna ta striktna zaščita pred soncem tudi, ko govorimo o otroški koži. Tako da se potem ti fotoprodukti nekako vplivajo na nastanek različnih mutacij v naših celicah, ki so potem dejansko osnova nastanka kožnega raka. Potem vplivajo do ene beljakovine, ki imajo zadatek, da te poškodbe odstranjujejo, tudi ne delujejo dobro, vplivajo na to, da na koži nastaja vnetje in tudi delujejo na to, da se, veste, imunski sistem lokalni naše kože dejansko zniža, ne deluje dobro. In potem te rakave celice se nekako izognejo tistem imunskem sistemu, se tako da rečem veselo tam razmnožujejo dejansko in to je nekako osnova nastanka kožnega raka, ki je v bistvu inducirana z UV žarki. Na kakšne spremembe moramo biti pozorni? Kaj je tisto, pri čemer nam morajo se vklopiti alarmi? Samo opazovanje oziroma samo preglede kože dejansko svetujemo vsaj enkrat na mesec in glede na podatke iz literature, 50 do 75% kožnega raka je bilo prepoznano prav strani same osebe oziroma svojcev, tako da je to absolutno svetovano. Tako da, ko se opazijo predvsem novo nastale neke rjavkaste spremembe, ki se spreminjajo v obliki, barvi, velikosti,
kosti, pridružijo se kakšni čudni simptomi, srbeža ali kakšne bolečine ali neki nespecifični simptomi, je to že nekakor znak alarmni, da smo pozorni na takšno spremembo. Ali novo nastale neke rdečkaste ali morda rožnate bunčice na koži, ki se tudi hitro spreminjajo, hitro rastejo, ali kakšne ranice, ki se ne zacelijo, pa niso nastale kot posledica kakšnega praskanja. Tudi zelo pomembno je, da pogledamo naše nohte. Se lahko na nohtih naredijo tudi ene nehomogene rjave lise, če se one širijo, če imajo več nekakor odtenkov barve noter, če vplivajo na to, da se nohtna plošča spremeni oziroma da je nekako uničena. Predvsem, če ta rjava barva, naprimer, gre v kožo v okolici nohta, to so tudi eni alarmantni znaki, na katere moramo biti pozorni in znaki, ko je potrebno dejansko, da oseba poišče pomoč zdravnika. Kako zdravite kožnega raka, oziroma verjetno je odvisno, za kakšen tip gre, kako učinkovito je zdravljenje? Ko se pravi oseba s takšnimi znaki pride, naprimer, dermatologu, poteka proces prva diagnostike. Kot ste rekla, se pravi, prvo imamo pogovor, to je anamneza, potem klinični pregled in potem je potrebno ne le to spremenjeno znamenje, ampak celotno kožo pogledati z eno diagnostično metodo, ki jih takrat uporabljamo, imenuje se dermatoskopija, to je površinska mikroskopija kože, s katerim res dejansko izkušen dermatolog, zdravnik, ki uporablja dermatoskopijo v praksi, lahko loči spremembe, ki je potrebno spremljati oziroma pač odstraniti. Potem dejansko, če se odločimo, da je potrebno takšno spremembo oziroma nekaj ukrepati, potem pač kirurško ponavadi odstranimo. Ko govorimo o melanocitnih spremembah, edini pravilni način ukrepanja je dejansko kirurška odstranitev. Kirurški odstranitvi potem sledi naprej histopatološka diagnostika. To pomeni, da se ta izrezana sprememba prav pogleda pod mikroskopom in na podlagi tega nekako imamo dokončno diagnozo, ko potem usmerimo zdravljenje. Zdaj, melanom je kožni rak, ki predstavlja nekakor 5% celotnega kožnega raka, ampak žal eno odgovoren je za 90% smrti glede kožnega raka. Zato smo predvsem pozorni, usmerjamo naše bolnike na nadaljnje opazovanje, ker je diagnostika, ki je zgodnje prepoznavanje kožnega raka dejansko tisto, ki je najbolj pomembno v tem, koliko bomo res dejansko uspešni v zdravljenju. Tako da, ko naprimer melanom dobimo v tej zgodnji fazi, je 5-letno preživetje tudi do 97%, kar se potem zmanjšuje v napredovalih oblikah bolezni. Določen tip karcinoma, bazalno-celični karcinom, se lahko večkrat pojavlja. Če se večkrat pojavlja, je verjetno tudi težko potem vedno izrezati v zdravo, nastajajo brazgotine. Zakaj se nenehno pojavlja? Zakaj pač ne miruje? Pri bazalno-celičnem karcinomu poleg kirurških postopkov odstranitve, predvsem, če govorimo večkrat ponovljenih bolezni oziroma pač kliničnih manifestacij, obstajajo tudi druge metode zdravljenja. Predvsem, če ena oseba ima večkrat bazalno-celične karcinome ali veliko število tistih, lahko to sodi v sklop kakšnih genetskih bolezni, ki dejansko mutacije v določenih genih vplivajo na pojavo večjega števila bazalno-celičnih karcinomov in take bolnike je potrebno dejansko naprej spremljati in genetsko obravnavati. Tudi, ko govorimo o melanomu,
če je ena oseba imela primarni kožni melanom, ima 5 do 9-krat večjo možnost, da dobi ponovno melanom, kot je možnost nastanka na splošno v splošni populaciji. Predvsem je ta možnost nastanka ponovnega melanoma največja v prvem letu po diagnostiki, da rečem, prvega melanoma. Sicer ta nekakor možnost ponovne pojave melanoma ostaja povišena tudi nekakor naslednjih 20 let, kar dejansko mi naše bolnike tudi zato opozorimo in zaradi tega jih tudi ustrezno spremljamo po potrjeni diagnozi melanoma oziroma naprimer druge oblike kožnega raka. Pa poglejva zdaj še preventivo, kako se torej odpraviti na počitnice, na morje, zakaj vse moramo poskrbeti, ali so dovolj kreme zaščitne pred soncem, ali je dobro, da uporabimo tudi oblačila? Tako, pametno na morje. Se pravi, zaščita pred soncem nekakor bazira na 3 stebrih. Prvi steber, ki je zelo pomemben, je, da se soncu izogibamo. Se pravi, predvsem takrat, ko je najmočnejše sevanje med 10. in 17. uro, je dobro pač, da se soncu ne izpostavljamo. Takrat moramo biti pozorni, da nas tudi senca ne zaščiti popolnoma pred UV sevanjem, namreč skoraj do 90% predvsem UV žarkov lahko pride v senco odvisno od gostote vegetacije. Moramo razmisliti tudi o tem, da v oblačnem vremenu tudi lahko nekaj UV žarkov, predvsem UVA žarki pridejo na našo kožo in ne smemo pozabiti na reflektirane žarke. Veste, da mivka do 25% žarkov lahko reflektira. Tudi je to snega, če govorimo o izpostavljenosti v zimskem času, seveda pa tudi voda. Poleg neizpostavljenosti soncu oziroma izogibanja soncu, predvsem otroke do 6. meseca starosti ne smemo izpostavljati direkt sončnim žarkom, je drugi steber zaščite prav tako, kot ste rekla, se pravi oblačila. Dejansko svetujemo oblačila, ki že vsebujejo zaščito noter, se pravi, ki lahko absorbirajo sončne žarke, kot obstaja koeficient zaščite za preparate, ki jih nanašamo na kožo, obstaja tudi koeficient zaščite za oblačila, ki nas ščitijo kako pred UVB, tudi UVA žarki. Predvsem so ta oblačila res ugodna morda za športnike, predvsem za mlajšo populacijo, pa seveda tudi za otroke. In tretji steber zaščite so seveda preparati z zaščitnim faktorjem, ki jih moramo izbrati z višjim zaščitnim faktorjem, vsaj 30, svetujemo tudi više, 50. Morajo biti široko spektralni, se pravi, da nas ščitijo pred UVB, UVA žarki, pa tudi modro svetlobo, nekateri ščitijo tudi pred infrardečim sevanjem. Aplikacija tudi tih preparatov mora biti pravilna. Nekateri preparati sedaj so s takimi navodili, da ni potrebno, da se morda kakšnih 15 minut ali pol ure pred izpostavljanjem soncu aplicirajo, ampak dejansko mi vseeno svetujemo, se pravi 15 do 20 minut pred izpostavljanjem soncu naj bi se ti preparati namazali na kožo. In zelo je pomembna količina preparata. Glede na evropska priporočila je to 2 mg na centimeter kvadratni kože, kar je zelo visoka količina, se pravi 6 do 9 tih čajnih žličk dejansko potrebujemo, da bi celotno kožo zaščitili. Prav zaradi tega je dejansko potrebno, da uporabljamo faktore z višjim SP zaščito, ker dejansko damo vedno nekako nižjo količino tistih preparatov, da potem tudi z nižjo količino vsaj ustrezno zaščitni faktor dosežemo. Ne pozabimo, da se ta preparat mora aplicirati na vse predele kože,
tudi na usnice, na nos, na uhlje, medprsni prostori, hrbtišče rok, noga, ne, to so večinoma taki predeli kože, ko dejansko pozabimo, da apliciramo tiste preparate. Oni imajo filtre za zaščito, ki so lahko mineralni, lahko so kemični, morda za otroško populacijo boljše ena mineralna zaščita, oni so bolj stabilni, zato ker reflektirajo žarke, pa se sami ne spreminjajo, imajo nekako manjšo tendenco pojave nekih kontaktnih iritacij ali nekih alergijskih reakcij, kot so na primer drugi filtri, ki jih uporabljamo. Naj bi aplikacija tistih preparatov bila vsaki 2 uri, pa tudi kljub temu, da piše, da so vodoodporni, dajmo ponoviti to aplikacijo tudi, ko gremo ven, na primer iz morja, oziroma če se prepotimo, dobro, da ponovimo aplikacijo, pa tudi na primer po kakšnem brisanju z brisačo. Edino tako pravilna aplikacija tistih preparatov za zaščito in upoštevanje vseh nekakor dejavnikov, ki so vključeni v zaščito pred soncem, ki bi dejansko predstavljali en življenjski slog, lahko pripelje do tega, da res zmanjšamo vpliv UV žarkov na kožo, ta negativen, v prvi vrsti zmanjšamo možnost pojave kožnega raka. Kožo pa je treba zaščititi seveda tudi, ko smo doma, poleti, vsi sprehodi v mesto, po opravkih so že lahko dovolj, da te sonce prime. Tako. Napačno se razume, da je dejansko le izpostavljene soncu tisto, kar pač gremo na plažo, ker nevarno je tudi to intermitentno, se pravi občasno izpostavljanje soncu. To je povezano z nekaterimi oblikami melanoma, ampak je tudi zelo nevarna ta skupna količina UV žarkov, ki pride na kožo, ker je ona povezana lahko z enimi oblikami melanoma, ampak predvsem za nemelanomskim kožnim rakom. In nekakor vemo, da do 18. leta lahko dobimo nekakor 3/4 skupnega sevanja, ki ga sicer dobimo v celem življenju. Zato je ta zaščita kože v otroštvu in v adolescenci zelo pomembna in nekateri podatki tudi kažejo, če pravilno to zaščito pred soncem uporabljamo v otroštvu, dejansko zmanjšamo možnost pojave kožnega raka, ki je povezan z UV žarki za nekakor 78%. Nekje sem prebrala podatek, da je bila pred leti prava epidemija kožnega raka med kmetovalci, mornarji, ribiči, se pravi tisti, ki so delali zunaj. Kdo pa so danes tisti, ki so najbolj na udaru? Seveda, to so, veste, osebe, ki so veliko nekakor preživijo čas na prostem in se ob tem pač pred UV žarki ne zaščitijo. Predvsem, če je nekakor delovni proces povezan z izpostavljenosti soncu oziroma v prostem času, nekakor to morda osebe ne dojemajo na ta način, da sem zdaj izpostavljen soncu, ampak nekakor delam. Tako da vedno osebe, ki nekakor imajo večjo možnost izpostavljenosti soncu, so tiste, ki so nekakor bolj dovzetni do pojave. Seveda, vedno je nastanek kožnega raka, odvisno katerega, ampak nekakor kompleksno, multifaktorialno dogajanje, so vedno prisotni zunanji dejavniki, med zunanjimi dejavniki so UV žarki, tisti, ki so glavni, ampak je tudi neki genetski vplivi na nastanek in družinski se vpletajo. Ko govorimo o melanomu, veste, to so osebe, ki naprimer imajo svetlopolti, svetlolasi, rdeče lasi, tisti, ki imajo fototip 1 ali fototip 2, tisti, ki imajo malo večje število znamenj na koži. Predvsem, naprimer, če je 80 do 100 tih melanocitnih znamenj na koži, oseba ima 4,7-krat večjo možnost, da dobi melanom. Če je 100 melanocitnih nevusov na trupu, a naprimer 20 na rokah, potem tudi zelo zvišan, do 8-krat zvišano možnost za pojavo kožnega raka. Predvsem so nevarni, kako bi rekla, kot prediktivni dejavniki prisotnost atipičnih znamenj, ki se malo razlikujejo
razlikuje po obliki, barvi, neenakomerno pigmentirani, velikosti več kot 6 mm. Če ena oseba ima taka 2 atipična znamenja, ima 2-krat večjo možnost, da zboli z melanomom. Če ima 5, potem 6-krat večja možnost. Če pa ima sindrom teh atipičnih melanocitnih nevusov, potem skoraj 20-krat večjo možnost, da zboli z melanomom. Tukaj so seveda in nekaj geni, ki so povezani z možnostjo družinske pojave melanoma, tako da več je tistih faktorjev oziroma skupine bolnikov, ki so dejansko nekako bolj dovzetne do pojave različnih oblik kožnega raka. Se pravi, če se opazimo neko znamenje, ki ga do danes nismo videli ali pa da se nam zdi, da nekaj z njim ni v redu, je pravilna pot torej do osebnega zdravnika in z napotnico do dermatologa, kjer ta znamenja pogledate. V zadnjih letih naredite tudi tako, da fotografirate telo in potem primerjate, katera znamenja so se na novo pojavila. Je to torej prava pot, ki jo naredimo? Tako. Takoj, ko opazite, kako smo rekli, predvsem na novo nastala znamenja, ki so malo drugačna. Jaz ponavadi bolnikom najraje, poleg ABCDE pravila, povem znak grdega račka. To pomeni na novo nastalo znamenje, ki odstopa od tipa znamenja, ki ga ta oseba ima. To je že znak, da smo malo pozorni in takrat je dobro, da čim prej poiščemo pomoč zdravnika. Najboljša, najhitrejša pot osebnega, ki potem naprej napoti dermatologu, ki potem različne oblike dermatoskopije, tudi digitalne, kako ste rekli, imamo različne možnosti, da dejansko pogledamo znamenja in tista, kar se nam nekako zelo sumljiva, ali spremljamo oziroma pač na ustrezen način terapevtsko ukrepamo. Takole, ko človek razmišlja o soncu, sonce vsi res povezujemo s tem malo bolj brezskrbnim delom skozi življenje. In mnogi, ki naj jo danes poslušajo, so se sončili do nedavnega. Ali tudi za te, ki se bodo danes odločili, da bodo začeli skrbeti za svojo kožo, ali tudi ti lahko še omejijo možnost razvoja kožnega raka? Tako, tisto, kar smo naredili, koži, če smo se sončili, enostavno smo pač naredili, ampak dajmo od zdaj naprej nekaj dobrega narediti. Se pravi, vedno je ta zaščita pred soncem dobrodošla, tako da absolutno jo svetujemo. Na trgu je neizmerno veliko sredstev za zaščito pred soncem. Kakšna naj izberemo? So mogoče kakšna priporočila, Zveza potrošnikov vsako leto pregleda te izdelke, ki so na trgu. Kaj bi vi svetovali, katerih naj se poslužujemo? Naj bo to preparati, ki so res preverjeni, ki imajo certifikate ne le glede svoje učinkovitosti, ampak glede varnosti. Preparate, ki za sabo imajo ogromno študij, ki so dejansko potrdili njihovo varnost in učinkovitost, najboljše v obliki neke in v skupini medicinske kozmetike, res dejansko nekih naravnih preparatov, ki smo jih sami naredili ali sosed naredil, ne svetujemo, predvsem zaradi neproverjenosti oziroma pač vprašljive varnosti tovrstnih preparatov. Kar nekaj škode znanstvenim dognanjem povzročajo tisti, ki trdijo, da so prav ta zaščitna sredstva tista, ki povzročajo raka in da v bistvu sonce ni škodljivo. Kako vi na to gledate, kako jim vi odgovarjate? Tako, kot smo rekli, naj bo zaščita pred soncem naj temelji na vseh 3 stebrih. Preparati za sonce so tudi zelo pomemben del zaščite, ampak ne gredo le kot ena zaščita, ki jo dejansko svetujemo. Glede na ogromno študij, ki so bile narejene glede preparatov za sonce, oni predstavljajo varne profile, učinkovite profile, če se uporabljajo
uporabljajo na način, na kateri so dejansko svetovani. Nekih sistemskih neželjenih učinkov, ampak to, da grejo v kri, kar bi povzročili neke neželjene učinke, dejansko zaenkrat študije niso potrdile, prav tako ne vpliva, kot smo rekli, na vitamin D. Naj bodo pa preparati res usmerjeni določeni populaciji, se pravi, če gre za otroško kožo, izberite prav tiste preparate, ki so prilagojeni otroški koži. Če gre morda za kožo, ki je atopijska, ki ima ekceme, ki je nagnjena alergijskim reakcijam, izberite prav te preparate, ki so usmerjeni tako za občutljivo kožo. Imamo problem tudi pri, naprimer, najstnikih, ki imajo akne, zato obstajajo preparati prav usmerjeni za tako masno in pojavu aknam nagnjeno kožo, tako da je potrebna res individualno izbira vsakega preparata, ampak kot sem rekla, izberite tiste, ki imajo certifikate glede varnosti in učinkovitosti. Prej ste povedali stavek, ki sem si ga zapomnila, torej vsaka koža, ki porjavi, je v bistvu poškodovana koža. Ali bi lahko za konec strnili, kakšno poletje želite ljudem? Želim poletje, ki je radostno, veselo, katerega se res bomo mi zapomnili kot eno lepo obdobje našega življenja, ne pa, da se naša koža zapomni tega poletja v smislu pojave sončnih opeklin, fotopoškodb, fotostaranja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Koža si zapomni in čeprav se nam danes zdi, da gre le za nekaj minut na soncu, se posledice lahko pokažejo čez leta. Zato je morda najpomembnejše sporočilo današnjega pogovora preprosto. Zaščita ni pretiravanje, ampak skrb zase. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.